Sometimes he's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem There are parlamentu. still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's Ми thirst for боремось не просто за себе, Państwo wiecie, a za te, Polska щоб Європа realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o... Evropska? Četrt. Okay. Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podcast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Aljaž Pengov Bitenc in Nataša Briškin, podcast pa domuje na spletni postaji metinalista.si in v vašem nabiralniku sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Nataša, če bi rekla, da so odnosi med Evropsko unijo in ZDA zadnje čase komplicirani, kako zelo eufemističen bi bil ta izraz po tvoje? Zadev si v tarčo, ne? Žal, toliko časa midva že spremljava te odnose med državama in poskušava v Evropski četrti o teh stvarih govoriti, se mi pa dozdeva, pa bova videla, kaj nam bo sogovornica rekla, da toliko nizko, kjer smo danes, pa v zadnjih nekaj desetletjih še nismo bili, ali misliš drugače? A veš kako, seveda imamo ta refleks, ne, da rečemo, tako kot je danes grozno, še nikoli ni bilo. Zdaj, mogoče, zelo verjetno res, ker je letvica res zelo nizka, ampak se mi zdi, da so tudi že v preteklih, skoraj 20 letih so bili trenutki, ko ta odnos ni bil več tako zelo tekoč, pa tukaj ne mislim samo na tisto znano fuck the EU v času ta prve ukrajinske krize oziroma vojna, ne, ko pa zavzetju Krima, ampak tudi to dejstvo, kako recimo ta atlantski trgovinski sporazum nekako ni čist šel čez, menda tudi zato, ker se EU ni kar tako pustila ženo čez vodo pelati, itd., ne, skratka, se mi zdi, da se je to razmerje moči spremenilo in čeprav zgleda grozno, mogoče optimistično, je na nek način EU v boljšem položaju, kot je nekoč bila, ali pa ne? No, bomo videla, kaj nam bo povedala doktorica Sabina Lange. Pozdravljena, poznamo se že dalj časa, že kar nekaj epizod je za nami, a ne, Sabina? Ja, mislim, da je to tretja. Pozdravljena, hvala za vabilo. Sabina, si direktorica mislišča Evropa misli, think tanka v lepi slovenščini, Think Europe. Poleg tega si tudi višja predavateljica na European Institute for Public Administration in izredna profesorica za mednarodne odnose na Univerzi v Ljubljani, članica Centra za diplomatske mednarodne ekonomske pravne študije in delaš en kup stvari, skratka si prava oseba za to, da te vprašam to, kar sem v bistvu Natašo na začetku vprašal, ali so odnosi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, a so bili že kdaj, oziroma a so slabi in a so bili že kdaj tako slabi, kot so zdaj? Torej, po več kriterijih so trenutno res najslabši, sploh če gledamo recimo javno mnenje. Torej so, bom rekla, res najslabši trenutno, kar nekaj dogodkov ali pa kar konkretno politik ali politike, zlasti na strani ZDA je v zadnjih slabih 2 letih vodilo k temu, ne gre pa za premo črtico navzdol v odnosih med EU in ZDA. Torej, zgodovina odnosov, rečemo po drugi svetovni vojni, če se osredotočimo na to obdobje, kaže na padce in vzpone v odnosih, ki so odvisni od različnih globalnih dogodkov, občasno tudi samo zaradi bilateralnih dogodkov. Kar pa imamo trenutno, pa je mogoče en tak Armagedon, kjer imamo hkrati globalne in bilateralne notranje politike, razhajanja, ki pač vodijo k temu, da trenutno, vsaj če pogledamo po javnem mnenju, ki je pa tudi pokazatelj politike, so trenutno res na najnižji točki. Sabina, koliko je ta Armagedon globok, širok, zaradi tega, kdo je trenutno na čelu ZDA? Torej, recimo zadnje 4 predsedniške termine lahko pogledamo in vidimo, da je kar
precejšen učinek tega, kdo je na oblasti. Prej sta omenila, da je že 20 let nazaj začela ta pot navzdol. To so bom rekla, normalen razvoj po drugi svetovni vojni, ko je tista res tesna povezava, ki je še izhajala iz Normandije, začela zamirati, dobesedno. Zdaj potem, recimo, je prišlo do res prvega zgodovinskega dna teh odnosov v času prve administracije trenutnega predsednika, potem vsaj v nekaterih državah EU zgodovinski vzpon z tem upanjem, ne povsod, ponekod v času administracije Joea Bidena in sedaj res, govorim trenutno samo o javnem mnenju, zgodovinski padec. Ampak to javno mnenje je povezano z ostalimi elementi. Zdaj, bom rekla, način politike, komunikacije pri trenutnem predsedniku je pač absolutno izstopa, ne. Gre pa vseeno za vsebino zadaj in ta vsebina ni samo posledica njegovih politik, je posledica dejanske javne politike v ZDA. Govorimo o politiki kot tudi ideološkem elementu, kjer vidimo razhajanje oziroma konkretne težave v tem smislu. Govorimo potem o politikah, kar se tiče ameriškega odnosa do globalnih zadev, kjer razhajanja so vedno obstajala, ampak trenutno so dosti večja. Govorimo potem o konkretnih bilateralnih politikah, recimo ekonomski oziroma trgovinski, kjer imamo verjetno zgodovinsko odnos zaradi širine odnosov, ki jih ta politika prizadeva. Pol pa seveda še sam obrambni aspekt ZDA kot varnostni ščit za Evropo oziroma delitev med evropskim delom NATO in ZDA v NATO, kjer imamo konkretno izražene grožnje, pol pa še absoluten, bi kar rekli no-go, kar se tiče vprašanja teritorialne suverenosti oziroma konkretno grožnje glede Grenlandije. To je pa, bom rekla, res nesprejemljivo z vidika evropskega razumevanja globalnega reda, suverenosti in odnosov z, bom rekla, partnerjem ali zaveznikom. Mogoče ravno to, kar si uporabila besedno zvezo evropsko razumevanje, zdi se, da je, pa zdaj vprašanje kure ali jajce, ampak da je se Evropa vendarle končno, bi rekli nekateri, začela postavljati na zadnje noge. Brali smo o tem, da ko je bila na začetku letošnjega leta, ko je Danska na hitro izpeljala tisto v narekovajih vojaško vajo na Grenlandiji, da so bili takrat, da so svojim vojakom razdelili, kot se temu reče, živo municijo, ker niso vedeli, kaj se bo zgodilo. Da je Francija zdaj aktivno razmišlja o razširitvi lastnega jedrskega dežnika tudi na ostale države Evropske unije, da se enostavno tudi evropski diplomati v Washingtonu, da niso samo, kaj se temu reče, ne iščejo strinjanja za vsako ceno. A bi se to zgodilo po tvoji oceni ne glede na obstoj, ne glede na, ne vem, prvi ali drugi mandat Donalda Trumpa in na drugi strani, a je to vendarle morda le majhen košček, čeravno zelo buren, v obsegu nekih odnosov, kulturnih, ekonomskih, športnih v končni fazi, ki ta dva konca Atlantskega oceana vendarle bolj povezujeta, kot držita narazen? Mislim, da moramo gledati večplastno in tudi veččasovno. Stvari se dogajajo in v skladu z dogodki pač je akcija, reakcija in spreminjamo odnose in politike. Če začnemo malo nazaj, temelj odnosa med ZDA in EU je zavezništvo. Je neka delitev dela, kjer v zameno za naš varnostni ščit po letu 1945 je Evropa dovolila ZDA, da na svojem ozemlju tudi stacionira svoje zmogljivosti in iz njih lahko tudi v bistvu igra svojo globalno vlogo. To ni nepomembno. Ni samo zato, da smo mi hvaležni ZDA, da nam nudi varnostni ščit, ampak mi smo tudi omogočili ZDA, da iz našega teritorija igra svojo globalno vlogo. Zdaj vidimo ta problem, recimo, ko Španija
ne dovoli takšne igre. Tako da to je bila delitev dela. In ko se ta delitev dela začne premikati, je seveda počasi potrebno ne samo se odločiti, ok, zdaj bomo pa res naenkrat sami zmogljivi, naenkrat bomo sami imeli vse te obrambne zmogljivosti, ampak je treba spremeniti odnos, politiko in seveda traja nekaj časa, da narediš analizo, zbereš denar in proizvedeš avtonomno po možnosti stvari, za katere si se dogovoril, če si se lahko dogovoril, da jih boš sedaj sam potreboval. Tako da tu se mi zdi ta temeljni okvir je zavezništvo in videli smo, koliko časa so posamezne evropske države ali pa njihovi voditelji potrebovali, da so šli od tega stran, da mogoče pa nimamo več zaveznika, ampak nujnega partnerja. In tukaj zdaj pridemo do tega, da se mogoče, si rekel, Aljaž, da se je Evropa postavlja na zadnje noge. Tista slika iz ovalne pisarne, kjer imamo predsednika in več evropskih voditeljev spodaj naokrog, je optično za Evropejca bila izjemno neprijetna. Imamo njega kot učitelja in njih kot učence, ampak jaz to vidim kot taktično razumevanje, da je EU so Združene države pač nujni partner in da moramo za neko obdobje še pristati na to, da pač imamo določen način odnosa, da si kupujemo čas, glede na pač globalno situacijo pa varnostno situacijo v neposrednem okolju, ki jo imamo, in pač nekaj časa nabiramo ta čas. Vmes od tiste situacije v ovalni pisarni do Grenlandije se zgodi nekaj časa, mi vidimo, da zmoremo skupaj, da lahko nekaj napredka tudi tako na zakonodajnem, finančnem, analitičnem področju, in ker pač Grenlandija dejansko gre res čez mejo, vsem sprejemljivo, ker ni več tako težko razumeti vsem, da tudi nujni partner to mogoče več ni, ampak imamo tekmeca ali celo nasprotnika, če imamo te 4 kategorije, potem pride tudi taktično do spremembe v odnosu do ZDA. Ni več tega popuščanja, eni pravijo o strateškem popuščanju ZDA, zato da si kupujemo čas, ampak pride dejansko do konkretne konfrontacije in postavitve meje, ki se pa potem začne spet občasno rahljati, recimo v odnosu do Irana ni takšne enotnosti, kot je bila v odnosu do Grenlandije. Torej, nismo še točno tam. Da gre za kar veliko odvisnost en od drugega. Zdaj, čakaj, najprej pred naslednjim vprašanjem. A je Evropa bolj odvisna ta moment od ZDA, če sem te prav razumela, ali smo tam nekje? Odvisno, kako gledamo. Po mojem v velikem smislu je seveda Evropa bolj odvisna od ZDA, glede na trenutne okoliščine v svetu, ki jih imamo. In glede na želje, ki jih mi imamo, po lastni varnosti, prosperiteti, prestižu in tako naprej. Z vidika gospodarstva, približno dobrih 20% našega izvoza, skupaj EU27, gre v ZDA. To je precejšen bogat trg za visoko razvite izdelke, ampak hkrati smo pa videli v zadnjih mesecih, par letih, izjemno akcijo strani Evropske komisije, podpis trgovinskih sporazumov z tudi večjimi trgi, kot so ZDA. Tako da tukaj vidimo reakcijo na gospodarskem področju, na obrambnem področju. Ja, še vedno imamo precejšen manko na različnih tipih zmogljivosti, ki jih ne bomo tako hitro nadoknadili. Razmislek o razširitvi francoskega nuklearnega ščita, recimo, je en razmislek, kar se tiče poveljevanja, kar se tiče recimo strateške mobilnosti in airlifta in tako naprej. Smo še kar nekaj od tega, ker te stvari pač rabijo čas, da se proizvede, in ker ne samo, da nismo vlagali v to, ampak delitev dela je bila takšna, da mi tega nismo potrebovali. ZDA je potrebovala priti v Evropo, mi nismo rabili iti ne iz Evrope v ZDA, ne iz Evrope na drugi konec sveta, zato nismo potrebovali takšne zmogljivosti, to je dosti logično. Če gledamo, seveda je kakršnakoli obrambna zmogljivost naša odvisna tudi od naše ocene groženj. In če mi ocenjujemo trenutne grožnje kot visoke, smo toliko bolj odvisni. Pričemer pa
zanimivo, imate že tudi javno mnenje ali pa v enih državah, ki razumejo kot grožnjo, že tudi ZDA, takoj za Rusko federacijo, ne, to se mi zdi posebej zanimivo in vredno omeniti v tem trenutku. Potem pa imamo še, bom rekla, novodobne tehnološke in digitalne odvisnosti, kjer smo pa v veliki meri odvisni od ZDA. Tukaj velja Evropa regulira, ZDA inovira. Tukaj pa je precej delano na tem, verjetno operacijski sistemi, poslovni podatki, ki jih imamo shranjene, bančništvo, vsak dan se srečujemo s to odvisnostjo, ne da se sploh zavedamo. Danes govorimo o njej, prej nikoli nismo o tem govorili. Da je to odvisnost, to je bila globalizacija in dobri del tega. No. A lahko potem sam še nadaljujem to vprašanje, kje smo vse odvisni, kje vse slabo vemo, kaj bi pa izpostavila kot, ne vem, 3 področja, kjer pa res dobro delamo skupaj, kjer je pa sodelovanje drugačno od siceršnjega ali pa stanje duha drugačno. Obstajajo kakšna področja, kjer je pa vse ok ali pa še boljše? Pri odvisnostih sem pozabila na energetiko. Ta ni bila, bom rekla, nekje strateško v viziji transatlantskega odnosa do nedavnega. Nismo imeli problem strateške odvisnosti, ampak ta je bil od Ruske federacije in lahko slišite, da smo ga zamenjali. Govorimo predvsem o utekočinjenem naravnem plinu, ki ga sedaj namesto iz Ruske federacije uvažamo iz ZDA. Ne v celoti, del te odvisnosti se je spremenil v razvejanost virov, tako da uvažamo iz Norveške, globalno, imamo sporazume z več državami, ampak slaba polovica utekočinjenega naravnega plina v Evropi, porabile tega je pa res poskočila, oziroma prihaja iz ZDA in je poskočila za cirka 3-krat od leta 2022. In v našem energy mixu, bi rekli v lepi novodobni slovenščini, je tega cirka 20%. Ne? In jaz sem šla gledati, koliko nam je uspelo zmanjšati te odvisnosti od plina v zadnjih letih, od začetka ruske agresije leta 2022, zgolj za kakšne 3-4%. Ne? Torej, zelo malo smo uspeli znižati v celoti uporabo plina. Slovenija pri tem je vzorna, mi smo na 10-11% zgolj, za razliko od ostalih, ki so nad 20%. Torej, to je še tistih del odvisnosti. Kjer zelo dobro delujemo znanost in raziskave, mislim, da še vedno in mogoče ravno zaradi politik ZDA je to eno področje, kjer znamo mogoče imeti celo pozitivne učinke tega. Imate kar nekaj znanih primerov že znanstvenikov, bodisi Evropejcev v osnovi ali pa ameriških znanstvenikov, pa mogoče Kanačanov, ki so delovali v ZDA, ki zdaj zapuščajo znanstveno-raziskovalne institucije v ZDA, tako da to mislim, da je treba izpostaviti. Potem imamo še vedno kar precejšnje kulturne povezave, čeprav jaz bi rekla, da je tu že tudi nevarnost ene iluzije. In sicer, ko gledamo turizem, ko gledamo študentske menjave in ko gledamo družinske vezi, se vidi, da se to izjemno zmanjšuje. Turizem se je zelo zmanjšal, tako evropski v ZDA, zaradi neprijetnosti v zvezi z vizami, negativnih poročanj o težavah, ki so jih imeli nekateri na meji. Družinske vezi, preprosto vezano na časovnico in na demografijo v ZDA, ki v večji meri predstavlja sedaj tudi državljani latinskega izvora oziroma iz Južne Amerike. In tretjič, študentske izmenjave. Jaz tu in tam v kakšnem krogu, recimo diplomatskih usposabljanj, vprašam, kdo je študiral v ZDA. Zelo redko je še kdo študiral v ZDA. Tistega srednješolskega programa ni več, se mi zdi, in študij v ZDA je tako drag, hkrati pa toliko dostopen povsod po EU, zlasti dokler je bilo to možno še nediskriminatorno v Veliki Britaniji, da smo mi izjemno povečali izmenjave študentske v Evropi
delno mogoče tudi na račun ZDA, hkrati pa tudi ZDA nehala dajati štipendije recimo v vzhodnji Evropi, ker to je pa še obstajalo kar nekaj časa po koncu hladne vojne, razne štipendije v vzhodnji Evropi za študij v ZDA. Tako da to sem hotela izpostaviti kot pozitivno, ampak v bistvu tudi ta del kulturne izmenjave, kulturne bližine se strašno znižuje in imate tudi, bom rekla, nekatere ali pa narode ali pa države v EU, kjer je to že resnično precej nizko. Slovenija recimo tudi kulturno vedno izjemno skeptična, ne? Medtem ko recimo Nemčija, odvisno od tega, kdo je v Beli hiši, pač ima različen odnos do ZDA, do bližine, do zaupanja. Ne? Slovenija je to nekje konstantno vedno isto nizko. Ena od stvari, ki je, saj zdi se, odvisna od tega, kdo je v Beli hiši, oziroma kdo je v ovalni pisarni, je tudi odnos ali pa sinhronizacija politik ukrepov in protiukrepov Evropske unije in ZDA v odnosu do vojne v Ukrajini oziroma ruske agresije na Ukrajino. Za hipec se je zdelo, da ko je bil leta 2022 izvoljen Joe Biden, da si je velika večina evropskih prestolnic oddahnila, ne, češ v smislu, spet so odrasli prevzeli igro v Washingtonu in da je potem EU pa države članice so nekako z veseljem potem sledile ameriškemu tempu in ZDA prepuščale vodilno vlogo. Zdaj imam pač v bistvu to vprašanje bo v dveh delih. Prvič, a je bila to gledano za nazaj strateška napaka in B, ali si sploh lahko Evropa dovoli imeti ameriški input pri vprašanju, kaj se dogaja na evropskih, v tem primeru vzhodnih mejah. To je čist na začetku leta 2022, mislim, da skoraj druge opcije ni bilo. Ne? Šlo je res za šok, spomnite se tudi energetski šok, to je bilo zelo kratko, v kratkem času po epidemiji. Mi smo se še kar ukvarjali precejšnji meri s posledicami, ekonomskimi posledicami epidemije, medtem ko je ZDA so zelo hitro poskočile spet v ekonomskem smislu. In na začetku je šlo res za hitro pomoč Ukrajini, da se lahko brani. In tukaj je ta, bom rekla, strateška prednost ZDA in njihovih obrambnih zmogljivosti. Ampak to ni trajalo zelo dolgo. In ta politika, da se mora EU okrepiti, tudi ni nova in tudi ni zgolj republikanska. Tako da že tudi v času demokratskih predsednikov, začenši z Obamo, so ZDA opozarjale, da EU mora okrepiti svoje zmogljivosti in EU to je počela, ampak ne nujno v namenu dvigovanja lastne varnosti, zagotavljanja lastne varnosti, ker tudi naša ocena groženj ni bila takšna. Ni bila enotna, da je ogrožena naša teritorialna varnost. Mogoče smo se motili in baltske države so dolgo časa opozarjale na to, da se motimo. Ampak je bilo šlo za povečanje zmogljivosti, da pomagamo ZDA v vlogi globalnega zagotavljanja varnosti. Ne? Tako da smo mi razvili skupno zunanjo in obrambno politiko v namene zagotavljanja varnosti drugje po svetu. Dobro, primarno regionalno, ampak vedno dalje, tudi s misijami recimo v Indoneziji. Tako da ta začetek je bil, torej bilo čisto logično, da je ZDA tista, ki ima obrambne zmogljivosti, ki jih lahko da na voljo. Ampak zelo hitro se je pa spremenilo v to, da je EU tista, ki finančno in humanitarno in nazadnje tudi z kupovanjem z EU denarjem ameriških zmogljivosti zagotavlja varnost, obrambne zmogljivosti Ukrajini, ki je pa vmes tudi razvila že ogromno svojih zmogljivosti. Tako da, kar se tiče financiranja obrambnih zmogljivosti, je EU že dolgo absolutno prednjači pred ZDA. In zato je tukaj zdaj zanimivo, ko se arsenal ZDA prazni, ne, v kolikšni meri pa smo zdaj vmes uspeli razviti lastne zmogljivosti in tudi tu vidimo, da v precejšnji meri, ne, in že tako Ukrajinci sami kot recimo zmogljivosti proizvodnje municije na Češkem. Torej,
v tej luči tudi zdaj vidimo, recimo, bo večjo samozavest EU pri vključitvi v mirovne pogajanja. Ampak težave, ki jih imamo, kjer se debatira o tem, kdo bi to lahko bil, so pač tipične evropske težave. Mi pač nimamo ene države, ne? In imamo, torej je vredno imeti ta strateški razmislek, kdo, po mojem mnenju ne nekdo eden, ampak neka skupina ljudi bo pripravila ta izhodišča in se pogajala tukaj. Ampak mislim, da samozavest se je dvignila v odnosu do ZDA, tudi v diplomatskem smislu zdaj. No, mogoče Pol Klele lahko nadaljujemo pa še z eno postavko v odnosih med EU in ZDA, Sabina, ki pa se zdi tudi kar eno žarišče enih težav, preizpraševanj, in to je vloga NATO oziroma vloga EU in evropskih držav NATO in na drugi strani, kakšne predstave ima ZDA. Kje smo trenutno zdaj s tem? Nekdo, ki tega ne spremlja, ne vem, vsak dan, a NATO čez par let še bo in z Evropejci noter, ali bo ta strateška avtonomija EU vendarle dobila malo jasnejši obraz? Jaz bi rekla, moramo ločevati 3 stvari. NATO je pač zavezništvo Severnoatlantske pogodbe, ki vključuje na eni strani ZDA in Kanado in na drugi strani več držav članic EU in evropskih držav, ki niso članice EU, to zdaj vključuje tudi Veliko Britanijo. Ne smemo pozabiti na Turčijo, ki je izjemno pomemben akter tudi tukaj, zlasti z vidika zmogljivosti, ki jih ima, tako vojaških, kot mislim, da tudi diplomatske moči oziroma vzvodov, ki jih ima. Pri tem mislim, da kar vidimo v javnosti, kar zelo izstopa, so izjave občasne na ameriški strani in potem vidimo reakcijo v vlogi generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja. In te reakcije ali pa ta dejanja Marka Rutteja so zelo različno razumljene na eni ali na drugi strani. Kakšne so njegove reakcije? So zelo reakcije servilnosti. Izgleda, da se na vse preteke trudi, da bi ZDA obdržal v NATO, do mere, kjer, kot rečeno, je mogoče že, če gledamo ločeno od vsega ostalega, je že skoraj nerodno, rečemo temu tako. Torej, kje smo? Jaz mislim, da smo točno tam, kako vidimo Marka Rutteja. Še vedno se izjemno trudimo, da bi ostali, da bi zavezništvo ostalo. In to bomo zdaj videli na vrhu v Ankari. Jaz mislim, da ta trud bo ostal, zato ker torej bo obrodil sadove, ker ne glede na retoriko na eni in drugi strani, če se mogoče spomnite, pred leti je tudi francoski predsednik rekel, da je NATO možgansko mrtev, ne? Ampak si verjetno ni želel, da bi se toliko uživil zaradi dejanske varnostne grožnje v Evropi, ne? Torej, mislim, da bo prišlo do razpoznanja, da dejansko mogoče ni treba ravno toliko govoriti o tem, kakšne odnose imamo, ampak da pa je delati treba vseeno na odnosu, pač zato, da se zavezništvo ohrani, mogoče ne kot, ni treba razmišljati o tem, kam bi šlo eksterno, ampak da se ohrani za pač varnost na severnoatlantskem prostoru, in tukaj bo treba skleniti nek sprejemljiv dogovor, ker mislim, da bo evropska samozavest izjemno pomembna v odnosu do Arktike. Torej, tukaj smo, kjer se blazno trudimo, bi rekla. Mislim, da na evropski strani nihče ne razmišlja o tem, da bi šli iz NATO ali ga razpustili. Govorimo o krepitvi evropskega stebra NATO. Samo o tem govorimo. Medtem ko ZDA, pa mislim, da je retorika tukaj pa res malo ločena od realnosti, ki jo vidijo v Pentagonu. Ker bi v bistvu pripeli do enega podvprašanja. Pogosto, Henry Kissingerju se pripisuje tista izjava, češ Evropa, koga naj pa pokličem. Pač vprašanje, kdo je tisti, ki v Evropi določa
zunanje, obrambne, kakršnekoli druge globalne politične poteze. Ampak v odnosu do NATO se mi zdi, na evropski strani lahko danes marsikdo vpraša, kdo je tisti, ki dejansko to politiko določa. In to je moje vprašanje tebi. A je to še vedno Donald Trump, ki ima še 2 leti in nekaj mesecev do, domnevamo, konca zadnjega mandata? A je to Marco Rubio, ki je zadnje čase mečkam bolj eksponiran na svetovnem odru? A je to J.D. Vance? A je to Pete Hegseth, kakor mi je to težko reči? Skratka, a je mogoče zdaj ta nejasnost, ta zmedenost, da gre malo v drugo smer? To zmedenost smo zelo dobro lahko opazovali pri nedavni najavi umika sil iz Nemčije, na to pa ne pošiljanja novih sil na Poljsko. Kot vidimo, se na ZDA strani večkrat zgodi, da se nekaj prehitro zgodi. Ni tako enostavno premakniti 5000 vojakov, 4000 vojakov kar tako. Tako da jaz mislim, da je predvsem nestabilno. Kdo natanko noter in kje te moči so, pa mislim, da dosti bolj živejo res poznavalci v Washingtonu in te relacije med Pentagonom in Belo hišo, kar od zunaj lahko sklepamo, ali pa vidimo skozi te dogodke, je, da je tudi pač na tisti strani, da še ni politike, no? Da gre za retoriko, da gre za dejanja, ki izhajajo nažalost ne iz politike, ampak iz nekih reakcij, ne? Če poslušamo oziroma povežemo kancler Merz ima govor v šoli, kjer pač se mu reče, da se mu zdi, da ZDA nimajo strategije in izhoda iz Irana, in je reakcija na to, da ameriški predsednik reče, da bo 5000 vojakov umaknil iz Nemčije, ne, to ni politika. Zdaj, ampak a je to pomembno za nas? Kot smo videli, so se potem stvari malo relativizirale, ne? In mimogrede od leta, torej v zadnjih 4 letih so ZDA dejansko povečale število vojakov svojih v Evropi in potem načrtovale zdaj spet neko zmanjševanje. Tako da neto je še vedno več vojakov ameriških na evropskih tleh, kot jih je bilo pred pandemijo, recimo, ne. Tako da jaz mislim, da smo nekje tukaj, kjer imamo precej nimamo negotovosti, no? Kaj dejansko bo, ker pač politika ni razvita. In to dejansko na več področjih, ne? To smo videli tudi pri trgovinski politiki, recimo. V bistvu hočeš povedati, da eno govorijo, drugo pa dostikrat delajo, ali pa vsaj v tem primeru tako. Lej, moje zadnje vprašanje, pa počasi zaključimo s to epizodo. Kaj po tvojem mnenju, ko se ukvarjaš tudi z izobraževanjem evropske diplomacije, različnih predstavnikov in predstavnik, česa po tvojem mi ne razumemo pri ZDA, kakršna ZDA je danes, kdo jo vodi, pozicija v svetu, in česa po tvojem oni ne razumejo, kar se pa tiče EU-ja? Nam je zelo težko verjeti, da se je ZDA spremenila iz zaveznika v nekaj, kar to ni več, ampak mislim, da smo kar dojeli, da pač moramo za ZDA delati na drugačen način kot za zaveznikom. Da je pa to zelo težko, ker je treba najti neko pravo mero in razumeti, kaj zaveznik oziroma kaj nekdo potrebuje za to, da je lahko naš zaveznik. Ampak mislim, ta negotovost je zelo težko razumeti, torej od kje pride politika in kaj se bo zgodilo in s kom delati in kako. Skratka, spremenilo se je. Tudi zato, ker se je republikanska stranka pač v zadnjih letih izjemno spremenila in je mogoče pač tisti kanali, ki so jih EU države članice uporabljale, pač niso več odprti. Novi kanali, ki so se pa vzpostavili, pa niso zaupanja vredni, rečemo temu, ne. In tudi teh pač kanalov na politični ravni je dosti manj, tako da tu mislim, da imamo težave. Mimogrede tudi imamo dosti manj bilateralnih odnosov, dosti manj potovanj in dosti manj odnosov na nižjih ravneh. To je recimo ena sprememba. V prvi
Trumpovi administraciji je bilo še ogromno sodelovanja na nižjih ravneh med recimo zunanjim ministrstvom pa diplomacijo. To je zdaj v zelo manjšem obsegu, no. Se je zelo zmanjšalo to sodelovanje, ne. Tako da mislim, da res na evropski strani je težko razumeti, ne, kam bo šla ta politika ZDA, ker se še nekako ne umirja in imate veliko usmeritev noter, čeprav se zdi, da ena že prevladuje. Ampak tudi ta ena ni enotna. Vidimo občasno ta odnos med predsednikom in podpredsednikom tudi mal niha, ne. Kaj pa oni ne razumejo strani EU? Jaz mislim, da torej analizo, ki jo imajo na razpolago, ta analiza, mislim, da je dobra. Torej, ZDA pri ustvarjanju politike ali pa na policy ravni že razume EU. Ne? Razume, kako deluje, ampak te naše ali prednosti, ki jih imamo, ali pa za katere mi menimo, da so prednosti, ali pa so se izkazale kot prednosti v zadnjih desetletjih, so pač uspeli spremeniti v naše slabosti. Ne? Ampak kar je novo, če se ne razumejo, jaz mislim, da torej en element tega je enotnost, evropska enotnost. Mislim, da je tukaj ZDA so kar malo presenečene, pa saj tole vodstvo trenutno, kako dolgo zdrži ta evropska enotnost, kljub konkretnim poskusom je razbiti. In potem mislim, da kar deluje proti vsaj neki taktiki, je vloga populističnih, skrajno desnih strank v različnih evropskih državah, ki so precej časa kazali neko občudovanje ali pa politično ideološko bližino predsedniku Trumpu, kar pa je šlo zgolj do neke mere. Ne. In Grenlandija je povzročila precej težav tem strankam in nenazadnje tudi, če ne moreš zagotoviti gospodarskih uspehov, nobena ideološka prednost pač v demokratskih sistemih ne deluje in to smo recimo do neke mere zdaj poenostavljeno tudi videli na volitvah na Madžarskem. Tako da enotnost, mislim, da jih zna presenečati in pa občasna, mogoče lahko dodam bolj v upanju, občasna hitrost v EU. Kako je možno doseči stvari, ki se zdijo še včeraj nemogoče. Mogoče ta včeraj ni včeraj, ampak je par let nazaj. Ampak kar je EU dosegla v zadnjih nekaj letih, z vidika skupnega financiranja, z vidika odločitve o tem, da v nečem smo skupaj, izhod iz energetske krize, izhod iz epidemije, skupne nabave zdaj in povečanje finančnih zmogljivosti za nabavo obrambnih zmogljivosti. O teh stvarih ni bilo govora še nekaj let nazaj. Je pa res, da je to tudi na račun naše percepcije enakosti in demokracije v EU, kar pa je mogoče za eno drugo epizodo o tem, kdo dejansko zdaj vlada in kakšen je odnos med EU ravnjo in ravnjo držav članic. Človek bi si mislil, da bo evropska enotnost, ki jo je povezava pokazala po Brexitu, ne, da bi koga kaj naučila, ampak očitno ne. Najbrž je tudi zato, da je to eden razlogov, da imamo vendarle zdaj neke vrste trgovinsko hladno vojno, ne, kjer se pač strani bolj ko ne tipata, kaj bo kdo naredil in občasno kakšno opozorilni strel izstrelita v bistvu ena proti drugi, ne, čeprav je to verjetno del tega strateškega popuščanja, o katerem si govorila prej. Ampak narava sovraži vakuum. In zdaj, ko se ZDA načrtno ali pa nenačrtno umikajo z pozicije svetovnega hegemona, bo nekdo ta prostor zasedel. Rusija ga očitno ne bo iz več kot očitnih razlogov, ker si ne glede na vse lomijo zobe v Ukrajini. A bo ta prostor zasedla Evropska unija, a ga bo zasedla Kitajska, oziroma a je to odvisno od tega, kakšen odnos bosta imeli te dve. Se ne vem, lahko rečemo Evropski uniji, da je že supersila ali pa supersila v nastajanju? Evropski uniji so dajali predsejšnje število pridevnikov v zadnjih 50 plus letih, supersila zelo redko. Jaz mislim, da smo v času, kjer
je sam pojem supersila mogoče manj relevanten trenutno in ga bo treba na novo opredeliti in mogoče ne bomo imeli, verjetno ne bomo imeli neke globalne velesile, bomo pa rabili še kakšno desetletje, dve, da bomo na novo postavili temelje, bom rekla, globalne ureditve, tako rečemo, no. Ne moramo reči, da imamo neki red trenutno, ker je, oziroma ne, imeli smo že kar nekaj govora o tem, kakšnem stanju trenutno smo, ampak smo v stanju, mislim, da kjer ne moramo sploh govoriti o nekih nastajanju nekega reda, ker dejansko ne vemo, kam se bo obrnilo. Mark Carney je recimo pozval srednje sile, da se povežejo proti ali pa v odnosu do velesil. In takrat smo slišali precej izjav raznih voditeljev ali pa analitikov v EU, ki so rekli, EU to ni. EU ima potencial biti velika sila. Ampak jaz mislim, da je malo prehitro o tem govoriti, ali bomo imeli takšne velike sile. Vsekakor pa, kar vidimo, je, da EU dela v to smer. Začenši z trgovinskimi sporazumi, z diplomatskimi odnosi. Če malo spremljate poti vodstva EU, ni da ni z vidika srečanj na vrhu, ne, po celotnem svetu imajo ta srečanja. Skratka, obnovili so partnerstva, ki so že res malo zaspala, tako da diplomatsko, ekonomsko se EU krepi, vojaško, mislim, torej finančna sredstva, ki so vložena v varnostno-obrambne zmogljivosti v EU plus Velika Britanija, pa če še dodamo Turčijo, so, bomo rekli, nepredstavljiva že za nekaj let nazaj, ko se bodo prevesla v zmogljivosti, bodo parirala že ZDA. Vprašanje je, ali je to nujno potrebno, to pa spet vprašanje ocene grožnje in tukaj v precejšnji meri vprašanje o tem, kako se bo končala zgodba z rusko vojno. Bo ostala EU nekakšna kulturna, ideološka, pa če želite, sila mehke moči. Mislim, da se tudi tukaj stvari spreminjajo. Precej raziskav kaže na to, da se dejansko povečuje tudi mehka moč Kitajske, povečuje se število tujih študentov na Kitajskem, povečuje se število ljudi, ki določene kitajske posebnosti jemljajo kot nekaj zanimivega in jih tudi ponavljajo ali pa ne, živijo z njimi. Pač kulturno se ta nekakšna privlačnost Kitajske povečuje. Tako da zaenkrat kaže vse na dosti bolj uravnotežen svet na nekaj regionalnih centrih, ampak jaz se ne bi upala govoriti o tem, kje bomo v 20 letih pristali s tem. Bo pa pomembno, da bo EU verjetno izšla iz tega dosti bolj avtonomna in pridemo do tiste strateške avtonomije na samem začetku, kar pomeni, da bomo pač dosti bolj avtonomno določali svoje politike, vključno s temi, o tem, v kakšnem okolju živimo in pod kakšnimi pogoji, ker danes vidimo, da precej odločeno o tem sprejemamo v odnosu do tega, kaj se na svetu dogaja. Ne? Torej nismo več tisti, ki dirigiramo, kako bo svet reguliran, ampak za potrebe naše konkurenčnosti spreminjamo svoje zakone, zato da bomo lahko spet, rečemo, dosegli neko raven, ki nam bo dovolila v bodoče biti bolj avtonomni. Bo pa to proces, v katerem mislim, da bomo morali vsi malo zategniti pasove. In evo, pridemo na koncu do tega, da ugotavljamo, da je Trump mogoče celo dobrodošla budilka za EU. Jaz ne bi šla tako daleč. Doktorica Sabina Lange, lepa hvala za gostovanje v Evropski četrti in za vsa ta pojasnila. Hvala za vabilo.
To je bila torej Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenja zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama, in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Avtor glasbene podlage je Pili iz podcastov. Prevečujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Podprejte Metino listo na metinalista.si/investiraj in seveda hvala za vašo družbo. Se slišimo spet kmalu.